spoštovani predsednik vlade dr. Miro Cerar, spoštovani predsednik državnega sveta gospod Mitja Bervar, cenjena ministrica gospa Andreja Katič, spoštovana ministra gospod Zdravko Počivalšek in gospod Uroš Žmavc, spoštovani župan gospod Bojan Šrot, spoštovani predsednik Hrvaške obrtne zbornice gospod Dragutin Ranogajec, spoštovani predsednik obrtne zbornice Federacije Bosne in Hercegovine, gospod Mensur Bektič, spoštovani predsednik Slovenske gospodarske zveze, gospod Benjamin Vavkonik, spoštovani predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, gospod Marjan Močkovšek, spoštovana gospa direktorica Celjskega sejma, gospa Breda Breskar in seveda spoštovani gospod predsednik upravnega odbora Celjskega sejma, gospod Panger. Cenjeni razstavljavci, organizatorji, vrtnice, vrtniki, podjetnice, podjetniki, spoštovani gostje, mediji, obiskovalci, lepo pozdravljeni. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, ki je lani praznovala 45-letnico obstoja, že od vsega začetka sodeluje s Celjskim sejmom pri organizaciji tega največjega mednarodnega sejma obrti in podjetnosti. Kljub dolgemu in težkemu kriznemu obdobju smo sejem vsako leto nadgrajevali in bogatili njegovo ponudbo. In tako je MOS uspel ohraniti sloves edinstvenega sejma v našem prostoru. Ponosen sem na naš doprinos in na to, da je obrtno-podjetniški zbornični sistem tudi letos največji razstavljavec na sejmu. Glavna naloga naše zbornice je zastopanje interesov malega gospodarstva. Zato si vsakodnevno prizadevamo za izboljšanje pogojev poslovanja obrtnikov in malih podjetnikov. Zadnjo besedo pri tem pa ima vselej aktualna vlada, ki nam bodisi prisluhne, bodisi ne. Že vrsto let se tako soočamo s problemi, kot so visoka obremenitev stroškov dela, rigidna delovna pravna zakonodaja, nelojalna konkurenca, neustrezna pa je tudi pavnična zakonodaja. Ovirajo nas številne birokratske ovire, postopki pri pridobivanju posameznih dovoljenj so prepočasni, slab je tudi dostop do finančnih virov za razvoj. Po novem pa bomo v celoti prevzeli tudi stroške nakupa in vzdrževanja davčnih blagajn. V zbornici smo prepričani, da davčne blagajne ne bodo bistveno vplivali na zmanjšanje dela na črno in sive ekonomije, bodo pa dodatno breme za legalne obrtnike in podjetnike. V takšnem poslovnem okolju, nažalost, ne moremo biti konkurenčni. Zato me niti ne čudi, da smo na lestvici globalne konkurenčnosti vse do letos drseli navzdol. Smo še vedno na repu lestvice na evrskem območju, pa so za nami le še Grčija, Hrvaška in Bolgarija. Kazalniki kažejo, da slovensko gospodarstvo končno ukreva, prav tako pa se zmanjšuje število brezposelnih. Za dolgoročen razvoj in stabilnost pa je nujno zagotoviti boljše pogoje za poslovanje slovenskega gospodarstva. Upam, da bomo uspeli nadaljevati trend rasti konkurenčnosti. Zato je treba še naprej pospešeno iskati inovativne rešitve, nove pristope ter priložnosti na tujih trgih. Verjamem v moč malih obrtnikov in podjetnikov, ki se znajo hitro prilagoditi aktualnim razmeram in potrebam na trgu. To se je nazadnje pokazalo tudi v času gospodarske krize. Ključna pri tem je podpora vlade. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, ki je kljub prostovoljnemu članstvu postaja največja reprezentativna zbornica malega gospodarstva v Sloveniji, je tako tudi letos pripravila 100 konkretnih rešitev za izboljšanje poslovnega okolja in z njimi se zmenila aktualno vlado. Sedaj pričakujemo, da jih bo vlada tudi realizirala. Če ne vseh 100, pa vsaj polovico. Večkrat poudarim, da če bo šlo dobro gospodarstvo, bo šlo dobro vsem državljanom Republike Slovenije.
To preprosto logiko bi morali razumeti in sprejeti tudi najvišji predstavniki v državi. Skrajni čas je, da slovenski obrti in malemu podjetništvu zagotovimo podporno, spodbudno poslovno okolje ter stabilne zakonske okvire za rast in razvoj. Na čelu Evropske unije pomisli najprej na male, naj bo prihodnje stalnica slovenske politike. Glede na to, da mala, mikro, srednja podjetja zaposlujejo 405 000 oseb, bi moral imeti ta segment gospodarstva v Sloveniji večjo veljavo in pozornost. Ob tej priložnosti naj povem, da smo z aktualnim resornim ministrom gospodom Počivalškom zelo zadovoljni in naša zbornica z njim dobro sodeluje. Prepričan sem, da nam bo skupnimi močmi uspelo in upam, da bomo lahko prihodnje leto govorili zgolj o pozitivnih številkah in pohvalah. Saj veste, upanje umre zadnje. Spoštovani predstavljavci na sejmu, na Celjskem sejmu, želim vam uspešne dneve in seveda veliko poslovnih uspehov. Hvala lepa in srečno.